Turčija z 80-milijonskim trgom je za Slovenijo zanimivo tržišče. Vodovod kanalizacije v okolici Joštovega mlina obnavlja vodovod in gradi kanalizacijo. Vlaganja v turistično promocijo v Laškem dajejo odlične rezultate. Zaplet v Hruševcu se je končal z zmago Rogaške za zeleno mizo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Celjska skupina za internacionalizacijo gospodarstva je organizirala slovensko-turški večer. Turško tržišče je z 80 milijoni prebivalcev in hitrim gospodarskim razvojem zanimivo tudi za Slovenijo, ki s to državo letno ustvari 800 milijonov evrov gospodarske menjave. Udeležencem dogodka sta poleg slovenskih gospodarstvenikov spregovorili tudi častna konzulka Slovenije v Turčiji ter svetovalka za ekonomsko vprašanje na turškem veleposlaništvu. Celje je imelo stike z nekdanjim otomanskim cesarstvom že za časa celjskih grofov, poleg Cinkarne, ki ji Turčija predstavlja enega najpomembnejših trgov, pa v zadnjih letih Celje utrjuje vezi z dvomilijonskim mestom Gaziantep. S katerim odlično sodeluje predvsem na kulturnem področju in na področju izmenjave mladih, na področju športa. Danes smo pa tudi slišali, da je pravzaprav že kar nekaj celjskih gospodarstev vezanih na Turčijo, kot je bilo rečeno Cinkarna Celje. Da Cinkarna Celje je to en največjih trgov, s katerim uspešno posluje. In danes smo tudi slišali zanimive zadeve. Me veseli, da so določeni podjetniki že kar stopili v stik z predstavniki Turčije. Se pravi, ogromen trg, ogromnih možnosti, na katerem velja pač en osebni stik kot zelo pomemben faktor. V Turčiji je osebni kontakt izredno pomemben in ko te spoznajo in ko si na nek način njihov, potem je seveda tudi poslovanje dosti lažje. Mislim, da se slovenska podjetja malce bojijo tudi razmer v Turčiji, to, kaj se je tudi dogajalo v preteklem letu ali dve, čeprav pač na nek način je to način življenja dole in tisti, ki grejo na turški trg, se morajo sprijazniti. Kakšne pa so neposredne izkušnje pri poslovanju s Turki? Turčija morda navzven deluje kaotično, vendar moram reči, da gre za zelo urejen in zahteven trg, kjer moraš se pravzaprav dnevno prilagajati njihovim zelo visokim zahtevam. Pasti je pravzaprav na turškem trgu veliko. Kot veste, ima Turčija pravzaprav zelo težek geostrateški položaj, da jo pravzaprav obkožajo vojna področja in je njihova ekonomija, ki je sicer ekstremno uspešna in izvozno usmerjena, pod velikim pritiskom. Za Cinkarno nekih težav, bom rekel, v prihodnje ne pričakujem. Pred časom so v Cinkarni resno razmišljali tudi o postavitvi tovarne v Turčiji. Turčija je bila ena od opcij, o katerih smo razmišljali pri morebitni širitvi proizvodnje. Do tega je pravzaprav še zelo daleč in je v tem trenutku o tem težko govoriti. Slovenci ne bi bili Slovenci, če ne bi pri poslovanju onemogočali samih sebe. Smo v zadnjem letu zaprli tudi konzulat v Istanbulu, nimamo več svojega človeka, kar se mi zdi povsem nerazumljiva poteza, tudi glede na to, da je v Sloveniji lani bilo 30% turistov iz Turčije več, potenciali pa so zagotovo še večji. Če drugega ne, imamo dober potencial tudi s ponudbo orientalskega plesa, kar je nazorno prikazala Tanja. Celjsko javno podjetje Vodovod kanalizacije v teh dneh izvaja kar nekaj obnovo vodovodnih sistemov. Med drugim so v teku dela v neposredni bližini Joštovega mlina, kjer so se lotili tudi izgradnje sekundarne kanalizacije. Naložba je vredna 130 tisoč evrov. Tu na območju Joštovega mlina v Medlogu poteka obnova glavnega vodovoda. Star vodovod je bil zgrajen s PVC cevi, pa smo imeli pogoste okvare, zato zdaj obnavljamo. Nov cevovod se gradi iz dotilnih cevi, premera 250 mm. Zatem bo pa še potekala izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije, da se objekte na tem območju še omogoči in priklop na javno kanalizacijo.
Naložba zajema izgradnjo 480 metrov novega vodovoda, ki bo zdaj tekel vzporedno s starim. Izvajalec pa mora v roku 4 mesecev od uvedbe v delo zgraditi še 300 metrov kanalizacije. S tem bodo temu območju zagotovili tudi priklop na čistilno napravo. Dela so zaupali vojniškemu podjetju ISAR. V času gradnje oskrba z vodo ni motena, edino v času prevezav bojo krajši prekinitve oskrbe s pitno vodo. Obstoječi vodovod ostaja v zemlji, se ga bo pa zapolnilo z betonom, tako da ne bo ostale jama v zemlji. Prevezave na nov vodovod so predvidene prihodnji mesec, so pa vse skozi delavci še posebej pozorni pri izkopih. Na tem območju je tudi območje, kjer se pričakujejo kakšne arheološke ostaline, zato ves čas poteka tudi arheološki nadzor pri gradnji. Zaenkrat pa ni bilo odkritih kakih najdb. Naložba bo stala 130 tisoč evrov, denar zanjo pa bosta zagotovila Mestna občina Celje in vodovod kanalizacije. V Laškem že desetletje veliko delajo na turistični promociji kraja in glede na rezultate, ki jih beležijo v zadnjih letih, jim to dobro uspeva. Rekorde podirajo tako na področju prenočitvenih kapacitet, kot tudi na področju zdraviliškega turizma. Vse to je, pravi župan, plod dobrega sodelovanja občanov, gospodarstva in lokalne skupnosti. Laško še vedno ostaja najlepši zdraviliški kraj v Sloveniji in skupaj se trudijo nadaljevati uspešno začrtano turistično pot. Jaz mislim, da nekako občina Laško z svojim razvojem v preteklosti nakazuje pravilno smer razvoja v pot turizma, ki je praktično naša prioriteta že kar zadnjih 10 let, v bistvu od leta 2007 za izgradnjo termane, potem za izgradnjo rimskih term in za vsem ostalim smo nekako postali tudi ena od najhitreje rastočih turističnih destinacij v Sloveniji. Slovenske rekorde Laščani podirajo tudi po zasedenosti nočitvenih kapacitet. Ob novem lastniku pivovarne župan sicer še vedno upa, da se bo pivovarska tradicija v Laškem nadaljevala, a stavi tudi na turizem. Turizem je tisti, ki bo dajal v bodočnosti službo in pa zaslužke bistveno širšemu krogu prebivalstva, kot je pa v preteklosti, in mi želimo, da z svojimi investicijami, ki jih delamo na vseh področjih, sicer nekako v Sloveniji ločijo, kaj je turistična investicija, kaj je komunalna, jaz to ne ločim. Jaz mislim, da vsaka investicija, ki se dogaja v občini, je namenjena predvsem občanom in pa hkrati tudi turistom, ker po naši logiki, če se bojo občani dobro počutili v naši občini, se bojo prav gotovo tudi turisti. Župan še poudarja, da so ravno občani najpomembnejši dejavnik v razvoju turizma in le z dobrim sodelovanjem občanov in lokalne skupnosti, pa tudi z nekaterimi investicijami, bo Laško postajalo še bolj turistično prepoznavno. Tudi s prireditvijo Pivo in cvetje, ki jo bodo organizirali in pomagali izpeljati tudi letos, vendar tokrat brez vstopnine. V 10. krogu košarkarske lige za prvaka je v Šentjurju 9 minut in 36 sekund pred koncem tekme prišlo do prekinitve lokalnega derbija med Šentjurjem in Rogaško. Glavni sodnik Milan Španič je zahteval izpraznitev dela dvorane, v katerem so bili domači navijači. Komisar tekmovanja je nato najprej sprejel sklep, da bosta lokalna rivala zadnjih dobrih 9 minut tekme odigrala v ponedeljek zvečer. Po pritožbi Šentjurja pa bo srečanje registrirano po uradni dolžnosti, zmago Rogaške z 20-0. V Šentjurju je za voljo sodniških odločitev sodili so Milan Španič, Primož Pipan in Blaž Smrekar, delegat Marjan Hafner, iz tribune odmevalo Bravo Španič, Bravo Španič. Kaj takšnega, kar se je zgodilo v dvorani Hruševec, v slovenski košarki do sedaj še ni zgodilo. Vsi dobro vemo, kako je na tekmah doma in v tujini, da dvorane niso gledališča. Po neverjetnem dogajanju v dvorani Hruševec je sprva prevladal razum in to pri komisarju lige Borisu Majerju. Neuradno je sprva odločil korist košarke, ko je sporočil, da bosta moštvi 2 dni kasneje odigrali zadnjih 9 minut srečanja, potem so se pritožili Šentjurčani, ko niso želeli odigrati zadnjih 9 minut. Rogaška je torej za zeleno mizo zmagala z 20-0, Šentjur pa je izgubil točko. Žalostna zgodba za košarko, žalosten večer za šentjursko košarko, žalosten večer za lokalni derbi,
za veliko rivalstvo med Šentjurjem in Rogaško Slatino, ki se je na koncu prevrgel v eno farso. Z igralci, z upravo Rogaške Slatine smo prijatelji, smo kolegi, nikakor nismo bili v nikakršni bitki, niti v borbi, ampak lepem športnem, kulturnem srečanju. Mislim pa, da so te zgodba, ki se je zgodila, ima ozadje. In tudi prav je, da se za to ozadje ve. Zadnjo tekmo, ki smo igrali s Krko, je, ko so sodniška trojka z delegatom, ko so odhajali domov, jih je en avto spremljal in jim osvetljeval odzadaj z dolgimi lučmi. Jaz sem dobil opozorilo, da so to bili naši navijači, čeprav ni bilo indico, da bi to bili, nesno obljubil komisarju lige, da se bom z vodjo navijačev pogovoril in sem to tudi naredil, sem se pogovoril, da takšnih ekscesov v klubu ne podpiramo in nikako ne podpiramo, ker tudi sodniki so del košarkaškega spektakla in so samo ljudje in jaz verjamem in sem prepričan, da nikoli se ne postavijo na stran katerega kluba, enega ali drugega, ampak poskušajo po svojih najboljših močeh odsoditi tekmo. Ker so pa to mladi fantje, se zgodi napaka na eni in na drugi strani in to jim v letošnjem letu bogato toleriramo vsi klubi. Če pogledamo iz nevtralnega stališča, potem lahko jasno in glasno rečemo, da so si delivci pravice na čelu z Milanom Španičem, ki je v preteklosti poskrbel že za ogromno nejevolje, privoščili velik spodrsljaj, ki je dal še eno veliko črno piko slovenski košarki. Danes so pa sodniki na relativno korektno sojenje, ker če ste pogledali dvorano, je bilo polovica dvorane iz Rogaške Slatine z bobni, druga stran so bili ti šentjurski vitezi ob šentjurskem prazniku, danes imamo jurjevanje in tako naprej. To je bilo danes veselo, vzdušje je bilo v dvorani pravo in potem na skandiranje Bravo Španič, gospod Španič kot prvi sodnik je prekinil tekmo in zahteval, da se dvorana sprazna. Preko tega pa tudi v klubu nismo želeli in ko sem šel se pozanimati navijačem, kaj se pravzaprav dogaja drugega, so samo povedali, da so enkrat skandirali Cigani skupinsko, drugič so skandirali Bravo Španič in Bravo, Bravo in na osnovi tega je bila tekma prekinjena. Sodnik mi je povedal sicer, da je bilo v prvem polčasu, da so mu nekateri posamezni navijači tudi izrekli neke žaljive besede, za katere ne vem in tudi ni želel izreči, ampak v tistem primeru po pravilih bi mogel sodnik prekiniti tekmo in tistega neodgovornega gledalca odstraniti z dvorane. Ne pa na skandiranje Bravo, Bravo Španič, da se čuti njegov ego toliko prizadet, da potem tekmo prekine. To mi je popolnoma nerazumljivo. Danes smo imeli tu 3 velike sponzorje, ki se čudijo in se sprašujejo, če bojo te košarke še sploh delovali. Jaz sem danes zelo razočaran. Šentjurčani bodo v soboto gostovali v Šenčurju, kjer bi jim znova moral soditi Milan Španič, a je že bil umaknjen z liste za delegiranje sodnikov na tekmi 11. kroga. Ne toleriramo take divjanja. Želimo imeti kulturne navijače, ampak želimo imeti tudi glasno dvorano. Zdaj, če sodniki niso dorasli takim dogodkom, pa morajo iti piskati v gledališče ali pa kaj drugega početi v življenju, ne pa da ustvarjajo neljube scene. Ljudje so konec koncev plačali danes karte, spektakl, prišli smo na 6 razlike, zanimivo srečanje se obeta zadnje minute, ampak tega gledalci niso doživeli zaradi tega, ker je pač sodnik neodgovorno naredil potezo, ki je pač naredil. Vsi seveda upamo, da se kaj takšnega, kar se je zgodilo v Hruševcu, ne bi več zgodilo. Seveda iz sodniške strani. Jutri bo po večini sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije se bo čez dan zmerno pooblačilo, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v severozahodni Sloveniji okoli 6, najvišje dnevne od 21 do 26, na vzhodu do 28 stopinj Celzija. Četrtek bo oblačnost naraščala, še bo pihal jugozahodni veter. Sredi dneva in popoldne se bodo od severa pričele pojavljati krevne padavine, deloma plohe in nevihte. Padavine bodo v noči na petek ponehale. V petek čez dan se bo delno zjasnilo, nekoliko hladneje bo. Vremenska napoved je zadnje dejanje današnjih dogodkov dneva na televiziji Celje. Lepa hvala za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.